Ob današnjem obisku Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani sem se ponovno seznanil s problematiko neurejenosti prehrane v slovenskih šolah, vrtcih. Ljudje, ki so muslimanske vere, imajo namreč problem, saj mnogo kje šole ne objavijo pravočasno jedilnikov, ki otrokom nudijo. S tem spravljajo otroke in starše v stisko. Njim vera zapoveduje določeno vrsto prehrane in starši se, če prehrana ni jasno označena, ne morejo pravočasno odzvati na to za pripravo alternativnih obrokov. To kaže na neko strukturno razširjeno nespoštovanje vere kot osebne okoliščine, ki je osebna okoliščina tako v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, kot tudi v Ustavi. Spoštovanje vere pomeni tudi spoštovanje prehranjevalnih navad in kot država bi morali preseči ta ignorantski in pravzaprav neprijazen odnos do ljudi, ki so druge vere. Na primer v Avstriji imajo ta vprašanja dobro urejena, imajo alternativne obroke v šolah, imajo jasno označene menije in ljudje veliko lažje živijo. Mi smo skupnost različnih skupin v družbi, tudi po veri, in le spoštovanje razlik med vsemi vodi v dobro sobivanje teh skupnosti. V Sloveniji smo dolga leta, 50 let, bili priča procesu izgradnje džamije Muslimanskega kulturnega centra. Je sedaj ena izmed posebnih točk v Ljubljani, izjemno središče. In želim si, da ne bi potrebovali nadaljnjih 50 let za to, da bi lahko muslimanski otroci v skladu z njihovo vero v naših šolah jedli takšno prehrano, ki jim jo vera narekuje. To je vse možno, to se vse da, le preseči moramo neko, bi rekel, duhovno nepripravljenost, da storimo korak naproti tej raznolikosti.